Štuke je podaril. Če ne Felix podaril, Majka je bilo zelo profesionalno. Se spomnil, da moraš, veš, tako kot Wentworth, da moraš pokazati trojko. Ja, še to, ja. Ja, pa moraš pa z rokco zamahati, sam kukor smo že zanč rekli, ne mahi, če so Majke okrog tebe. Ni preveč placa, rabimo asistenta. Ja, ali pa da stojimo, da imamo standing mics. Ja, to tudi lahko naredimo. Zdaj sedimo za vse tiste, ki nas ne gledajo. Kaj pa ono, ne vem, da dobim en malo bolj udoben stol, da me ne predbolela vsakič. Zdaj bi pa še užival tukaj, kaj? Pa mizo, pa služba za to, kva? Pa mizo, pa nek računalnik, da si jaz to kaj še to bi bil. Veš, Robo, se spomniš, ko smo bili v ta prvi sezoni, ko je bila še koronska, je imel Aljo več Aljetovih dejstev. Zakaj? To je res, ker je bil pripravljen. Na drugi strani 2 ekrana, na eno, ko sem scenarij bral, pa na drugi, ko sploh kaj poiskal. Ja. Mogoče to bolj profesionalno izpade. Ti poklič svojega sindikalnega zastopnika, pa se pravi izvedno. Jaz se strinjam glede tega, mislim, kukor smo se pogovarjali stola se moraš strinjati. Strinjam se in glede stola, ker sem se zdaj že 4-krat presedel. V bistvu boš prav, kar se stola tiče. Odzad imam to neko ritno mišico nategneno in res ni fajn sedeti. Bomo šli za drug teden, ti bom šel zrihtati iz bara. In ta tek danes ni pomagal. Ja, tako. Bomo, mislim, jaz za stole se strinjam in za mize se strinjam, ker se mi zdi, da je bolj recimo... Vse sem se že omenil. Koliko bo video, ne? Nujno more pa res to malo. Ja, bo ta, da bomo ta kot največji žorohan pa te. Veš, kaj bi pa jaz naredil, če bi imel video? Tako, veš, tak studio, ki včasih ni retro dnevnik studija, veš, da imaš prav to, da imaš sam ta, da ni... Sam ne moramo pa 3 biti, veš? Ne, da kadre narediš, mi smo že v sobi, pa sam kadre narediš, sam te Amerikan, kako se reče, ne vem. Ne. Amerikan je do peštole, to ni Amerikan. Ja? Tega se reče Amerikan. Pa čuček. No, ko si rekel, sem razumel takoj, ampak sam popravil, da to ni Amerikan. Se pravi ta, pa so pač ta anchor style. Anchor style, ja. Do pa še odspod pol ni treba... Do popija. Pa še odspod si lahko v samih gatah. Da si v gatah. Tako kot tanko. Vsi te veliki, da namo tanka vleka. Tele kratke hlače pa kravato. Ne, da namo koga pozabili od te veliki. Tako. To je za vse tiste, ki ste malo mlajši, to so bile novice pa to. Ja, so ljudje vodili. V pol 8 sem se začel. To je bilo v bistvu še celo vdaja, ki je bilo, ne vem, mogoče takrat celo vredno gledati. Ja, pač takrat se je to gledal. Poročila je, fotor je bilo to, poročila se gleda, se zmeri pržgal. Ne boste verjeli, da je to trajalo samo pol ure. Problemov je imel pa svet glih to, ki jih ima danes, ki traja 1 uro. Mogoče še kakšnega več. Verjetno še kakšnega več. No, zdajle smo kar tam. Zdajle smo kar dober. Se kar trudimo. Zdaj smo kar ujeli. Zdaj sem poslušal I Like Chinese in ima začetek komada, je, mislim, ne vem, konc 70-ih ali začetek 80-ih je bil isti, ne? A veš, neki fools and neki sitting on the trigger, ne? Ja, veš, nuclear missiles flying sky high, ne? Mogoče lahko ima tedna, če že ni bil, je bil. Ne, v bistvu, a veš kaj? Saj ne sem spomnil. To, kar sem prej razlagal, da pač, veš, ker nam skozi to agendo zdaj pač imamo dostop do več informacij, ne, pa vsega skupaj, ne, in nam to še malo večkrat to do nas pride, ne. Ampak smo se z otrokinjo pogovarjala o tem, ne, in tako je folk že malo zaskrbljena, ne, zaradi teh vojn, ne, in tega vsega skupaj, ker pač veliko teh kukar pametnih ljudi in pomembnih ljudi, no, govori o tem, da smo blizu tega, pa ne vem, vsega skupaj, ne. Ja. In sem glih rekel, a veš, da bi mogoče mogli zamenjati ta, ne vem, narativ, ne, se pravi, da, kaj če bi se mi pogovarjali o miru, ne, kako do mera prideti, a veš, že to, ne, recimo to, ba je recimo pri teh, če imaš nesrečo oziroma če nekam letiš, ne, proti nečemu, ne, moraš ti gledati smer rešitve, ne, kam se boš zaletel, ker se boš zaletel, ne. Če se z avtom letiš proti steni, moraš gledati, kam se boš odpeljal. Sicer je težko gledati kaj ne bi šel, ne, ampak je to edina, ker ti se giblješ tja, kamor gledaš.
To je v vseh športih je isto, povsod je isto. In z razmišljanjem je isto. Jaz bi se tukaj vprašal, da to enemu, zelo je fajn, ne? Da se tukaj pogovarjamo o vojni, ne? Ker en zasluž, spet smo pri tem. Spet smo follow the money. Ja, tako je. Ampak ker je in eni zaslužijo, oziroma veliko ljudi tukaj zasluži in zdajmo pa to. To si hotel zdaj povedati, tisto, kar smo obljubili nekaj epizod nazaj, da dajemo nasvete za vlaganje. Ja, vlagajte v ta podjetja, donosi so veliki in še bolj. Mislim, če vam rekel, duša dovoljuje, oziroma... No, seveda. Ker je v lanskem letu od CEO največ zaslužil nek Exxon ali neki ta oboroževalni velikan. Mislim, da je 165 milijonov zaslužil v enem letu. Fajn. Samo on, ne firma. Ne, to je bila plača, ne? Ja, plača, to je plača. Sem delal, pis doma. Sem delal, se leko je prdal. Hudiča, ok. Dobro. Ja, sorry, sem te prekinil. Se ne vem, kaj sem hotel, pa sem pozabil, kaj sem hotel. Pač, da ne mislimo pozitivno, ne mislimo. Ne, hočem ti reči, da v bistvu v to zgodbo potegnejo tudi en kup ljudi, ki pol nima nič od tega. Oziroma, ki se nekako z zadevo strinjajo, ampak bojo dobili samo gorje, pa trpljenje, pa ne vem, kaj največkrat folk nafuka. Večina ljudi bo dobila gorje, pa trpljenje. Ampak kar padajo v ta fazon noter. Ker jim v glavo fura je to, zdaj pa vojna, pa gor pa dol, pa levo pa desno. Seveda se moramo braniti, je 5%, pa dajmo. Pa treba je za domovino. Za brance treba, za domovino je treba. Pa zdaj spet sem slišal, da bomo nazaj na borništvo šli, pa tako naprej. Ne, tega ne bomo podprli, ker bomo podprli. Ne, ampak se pogovarjajo že. Mislim, itek desni skozi. Jaz pa nisem za to. Jaz sem pa za... Jaz sem za splošni ljudski odpor. Pejmo še 50 let nazaj. Ker to je edina doktrina, ki ti v državi, ki ima 2 milijona prebivalcev, ti kaj spremeni. Splošni ljudski odpor razloži zdaj. Mi smo gverila. To je gverilsko vojskovanje, ki se organizira, se pravi, ki sovražnik že zasede, se mu pač samo škodo dela in v bistvu... OF pa to. OF, partizani. Narejen, jaz to podpišem. Gverila, gremo v host, pa... Mi tankovske, une bitke pri Kursku pač ne bomo. Ki je bila, ne vem, to je bila leta 42. Tankovska? To je bila največja tankovska bitka vseh časov ever. Tega pač mi ne moramo prirediti, ker nimamo prostora. Nimamo placa, to je prva stvar. Nehajte to kupiti, ker nam nič ne koristi. To še kaj nismo prišli. To bi mi kupili. Pa tudi, če damo mi na 15 postanov toliko tankov, koliko je bilo tam starih. Tudi, če je popust pol. Tudi popustom ne. Dobimo tok. No, to mi je všeč, Tako da ne. Ja, mislim, a veš, pa še ena stvar je, tale, kako se rekel, ljudska iniciativa. Ljudski odpor. Ljudski pri mladincih pa to. Ne, splošni ljudski odpor, ali sem pa dobro šprical. Splošni ljudski odpor je cnej, ker se boriš z vsemi razpoložljivimi sredstvi, ki jih imaš takrat, ko pride do potrebe. Ti se ne oborožuješ na zalogo, kar malo. Naučite vse, v osnovni šoli naučite vse otroke streljati. Ja. Pol in povzante puške? Mislim, pol in povzante. To je vse v šoli. Ampak pa vsi morajo k taborniki hoditi, se pravi, da se naučijo nekih osnov preživetja vsega skupaj in potem nehajmo. Pa še, kemping je bolj zabaven, ker pol ti znaš ogenj zakurt. Ja. Pa še, pol, ker nehaš srednjo šolo, greš pa na mestu v vojsko, v obvezno služenje civilni družbi, tako kot smo rekli, greš v mularija, gre v lokale, v hotele, v dome za ostarele, vse, kjer je pač treba delati z ljudmi, zato da so pol bolj strpni, ko so 22 let stari, pa končno približno formirani. To nas nič ne košta, skoraj da naredimo. Nas skoraj nič ne košta, če pa jedrska preleti, pa zadnje luč ugasne, pa to je to. Nimamo kaj delati z vsemi našimi tanki, pa haubicami, pa ne vem čem, vsem, kar bi oni radi kupili. Tudi unika bojo zaslužili par procentov od teh 5%, ne bojo imeli nič od tega, ker bo pač vse zravnan z... Razen, če jo šli v Novo Zelandijo, ker tam ne bo bom padla. Ker imajo vsi tam svoje bunkerje. Če bo ena padla na Evropo, bo padla tudi ena v kontra. Sem bral en članek ali dva, sem bral o tem, kako se te pač
te bogati iščejo, kje bi se lahko naselili, tako pa bunkerje kopljajo, pa tako naprej. Ja, imajo teta. Tako, kaj? Ja, ekstra rič, pač Nova Zelandija je najbolj priljudna in jih imajo že malo poln kurac, ampak je pa. No, pač denar pride. Mogoče bi mogli izumiti malo večje davke za te. Mi smo premehni, tam je veliko, pa vse te naravna danost, veliko je tudi. Ne, mi, Novozelandci, da bi mogli večje davke, da bi malo več zaslužili. Mogoče zaslužijo, pa tam je veliko tega, zemlje je veliko, lahko se skriješ, itd. Placa je full. Med enim pa drugim učorejcem spraviš, da so 4 tega mega bogati zdaj. Bunkerji v zemljo pa tako naprej, vse to ima. A si predstavljaš, da greš malo hoditi, tako, ko grejo ljudje hoditi. Nova Zelandija je lepa za te reči. Še benih kačni. Nobenih pajkov, nobenih kač. Super. To je ful boljš kot Avstralija. Ja, se to, Avstralija ima največ strupenih, ko ni pa nič. To bomo še zvedeli danes. To bomo še zvedeli. No in v glavnem, greš kaj hoditi, pa sam, hello Jeff, hello unta drug, hello. A ti si pa šefe od Monsanto, ali kaj? Ne, dobro. Veš, to ima. Baje. Ne vem, kdo, nisi to se naspomnil, kaj tudi se je pisalo, ampak. Aha, poli treba dati zapiske, bomo. Zdaj mogo še to iskati, pa Boga ne vem. Ne, treba, ker zdaj ChatGPT to naredi. Čet zrihti. Zdaj smo te omenili, zdaj ko boš v transkriptu to videl, boš sam dal, pa prosim napiš opisati kod, kaj jih jaz napišem, ne tako, kot ti, ki ne znaš. Ne ga žalt, kaj pol bo enkrat. Kaj pa se bo skozi kregam z njim. Ja, se vem, ampak ne ga žalt. Lepo ga prosim. Sem ustojen, bo ti kaj naredil, pa še nama. Lepo se pogovari. Lepo pa ga prosi. Če ti midva te nisva užali. Ne, midva te prosim, res nisem. Peliju naredi, takrat da stvari, kaj boš pol počel. Ja, grdo mi govori. Zdaj mi najprej mi grdo govori, pa se bo videl se lepo do tebe obnaša. To pa neč dobila te grdih reči. Jaz te prosim. Če se ti reči nekaj umazanega, kopalnica pista. Ja, pa ne nas doma. Najdu sem I like Chinese. Čak da vidimo. A bo to delo zdaj? Bo samo The world today seems absolutely crackers. With nuclear bombs to blow us all sky high. Vse je še isto. There's fools and idiots sitting on the trigger. Še zmer isto? Še zmer isto, ja. It's depressing and it's senseless, and that's why I like Chinese. Kaj je tudi malo preroško, ker malo bomo še en. Ne, to je v bistvu zdaj ful bolj preroško, da vem 85, kaj je to ven prišlo. Kdaj je to? 85. Tam nekje. V 80-ih sem imel ta Monty Python Sings. Ja. To so bili, samo oni so bili res pizda, malo so bili pred časom. Poglejte v zapiskih, kdaj je to bilo dejansko, ampak tam nekje v 80-ih, 90-ih. Slavko Kotiček. Slavko Kotiček je obstaja in je v bistvu tudi ura dobra, ker bo hmal 13, prej je bila 13:37, zdaj pa 13:42 čez neki. Gliha, ne bi 14 počakali, ker smo rekli prej, da je bila to nesrečna. Ne 4. A je 13? Tudi 13 smo rekli. Sej 13 je. Vse smo zdaj. 13 in 4 imamo. Ja, zdaj moramo pa nehati v 14. Kaj, gremo kar? Ja, sej že, sam nisem imel voljen na glas. Ok. Zdravo, raziskovalke in raziskovalci. Zdravo! Si pa malo pomislil, Si malo pomislil prej. Ne, čentov sem v glavi, že prej. Sem mislil, da si naredil ovink proti štoparjem, pa... In štoparje. Sem videl, da razmišljaš o nečem. Ne, dokončaj. To je najboljši potopisni podcast ever. Tako je. Brez pardona. Če vam ni všeč
da vas zdaj naslavljamo raziskovalke in raziskovalci, ampak bi radi štoparke in štoparje, nam to povejte na Discordu. Ja, ampak kljub temu, da mi nismo ne raziskovalci in ne štoparji, čeprav mogoče kdaj smo oboje, smo mi še vedno Aljo, peli in si. Čeprav jaz sem manj za štoparja. Sej, se pravim, smo kdaj pa nismo. Veš, prej smo jih hotel sem biti smešen z besedami. V bistvu je bilo dobro. Sam tako sem se se nisi počutil. Ne, sam tako pač. V resnici po definiciji bi bil štopar. Ja, valjda. Mislim, sem bil. A veš, v bistvu mi je všeč ta naš podcast. To je pa lepo slišati. To je pa lepo. Zdaj sem se narobe razrazil. Po 273 epizodah, pa v unih 2 plus 250. Rekel je, da je lepo. Ja, dobro. Jaz se strinjam. Ne, da me poslušati. Sej te? Sorry. Samo prišejte v to, kar ti je prišejte. Ne, hotel sem to evolucijo, veš, izpostaviti, ki ga je naš podcast naredil. Najprej smo hodili po prostranih vesoljih. Res, povsod smo bili. Zdaj smo se vrnili na ta naš preljub planet, ki ga imamo tak nek love-hate relationship z njim. Se pravi, kaj ta tretji podcast bo pa v bistvu šel v globino nas, globino človeka. Bomo globino človeške tako bi mogli tudi človeštvo evolvirati. A smo pripravljeni na to? Ne, to ne. Ja, to se mi je zdelo. Ja, koliko imamo še materijala zdaj za obdelati? Sej smo še bomo šli na višinske priprave na Roglo, da se pripravimo. Ker smo glih v tem delu intro, ki je treba povabiti bodoče podpornike in podpornice, da se pridružijo podpornikom in podpornicam, katerim smo z nas hvaležni, da grejo na hvala za seribe.si. Pejte v čim večjem številu, da gremo mi na Madagaskar res to pogledati. No. Ker to bi šli. Čeprav polka bojo oni rečni delfini. Ne smemo povedati, ne skač naprej. Še ni bilo kvarnika. Ja, se reče, ni bilo kvarnika. Ampak na Kitajsk ne bi šel, no, to hočem reči. Madagaskar. Kitajska, zakaj pa pač ne? Če treba, je treba. Če treba, je treba. Preveriti. Ne samo da vidimo, kako se stvari gibljajo. Ja. Drugih lokacij se pa ne spomnim na pamet. To je Nova Zelandija, ki smo se prej pogovarjali. Jaz sem sicer v Indoneziji že bil, komodo pa to. Ampak ja, grem pa še enkrat. Čakaj, bil si šel gledati? Bil, videl. Spet kvarnika. Spet kvarnika. Videl. Pa si še krkle. Neverjetno. To je najboljše, še ena dobra stvar v našem podcastu, da nikoli nimamo gosta, ki ga ne rabo. Kazi je bil tam, štopamo vsi. Narejen. Kukor Douglas pravi, nimamo nobenih kompetenc in to nas dela najbolj kompetentne, ali kako, če parafraziram. Tako, bravo. To je to. Ja, vseh stvari se lotimo tako z začetniškim duhom. Ja, to je res. To je edini pravi pristop, ker drugače prideš not že z neko idejo in je pol vse narobe, ne lahko. Ja, seveda, radoveden si, radovednost pa spodbuja kreativnost. V bistvu skoraj najbolj znanstveni podcast. To. Mislim, z tega stališča. Čisti znanstveni podcast. Z tega stališča, ko mi pridemo noter res. To mislim, da smo to smo. To smo. No, sam to, da. Mi pripravimo pogoje, da lahko stvari mi pripravimo pogoje, da lahko pol v te pol ure improviziramo in govorimo točno to, kar nam ta trenutek pade na pamet. Kar je v bistvu višek kreativnosti, če bi ne vprašali une majstre, po mojem. Verjetno. Saj mi pravimo tako, ker smo rekli, da smo mi za vse strokovnjaki, pa to drži. Kdo je že rekel QED? QED, jaz sem rekel. Dobro. Ob tej veseli novici pa pojmo v prejšnji epizodi. Tako da tole lahko date, če te kdaj delali kakšno diplomsko ali pa kaj tazga. Ne, če rabite potrdilo za vašo novo službo, tisto, kar rabiš, a veš, ne? Dodatni skili, ne? A veš, ples, dodatna znanja. Ples, igranje kitare, ne vem, bla, poslušajte podcastov, preučujemo se za vse všečnosti. Takoj dobite višji nivo. Eni imajo že zlato značko, eni poslušajo že 240. To so samo super stvari. Prejšnji epizodi. Douglas je prišel na Madagaskar, to je bilo to. Ja.
Pa Boeing smo slišali. Pa Boeing. Imam še zbir Boeing, sam ga ne rabimo. Daj ga pustimo za enkrat primer. Res je bil dolg Boeing. Predolg je bil Boeing. Ok, to je bilo to. Marka je srečal, spoznal je. Mark je bil v bistvu mali bil živčen, ker je že 5 dni rihtel stvari, pa rekel, da je v tle vse, v Rasulu, vse v kurcu. Prem bližen tako, kot na Balkanu, nič ne deluje. Meni se zdi, Mark je bil skos mal živčen. Mislim, to on je bil, sumem, da je bil on za vse. Je on rihtel logistiko, on se pa sam zajebal zraven. Če Douglas je rekel, da bi šel malo v Hilton, malo v Hilton, pa malo se spočiti, pa malo čajčka, pa malo čajčka, pa malo, veš. Sam pove, ne, da mu je unodobje ni bil pisan na kožo. Ne, ni on ne vem, mislim, da je bila to samo dobra šala. A misliš, da je bila? Po mojem, da bi on fulaj tam. Ampak to je že stvar te epizode. Ne, tako da nič. Se smo v tej epizodi, kje pa smo? Zdaj pa smo. Tako, no. Ostali smo pri unišali, ki Douglas razloži, kako se izgovarja ta nanvrive. Mater, pa sem vadil, kako se to izgovarja. A si vadil? Ja, sliš se, veš, ful si dobro. Res dobro si to povedal. Bravo. Ja, ne, vadil sem premal, veš. Ne, meni se sliši kot native. Tako da vam, kot na svet, če hočeš dobro zvladati, morate več enkrat. Tako v šoli, v drugem razredu, ki jim res še ni šlo branje, veš. Ampak se sem, ja vem, da si sam, moraš več, veš. Jaz se nam nič pameten zaradi tega, ker se ti nisi vadil, pa ne veš probo za mano. Jaz si ful boš od mene povedal. Točno to sem tudi jaz hotel reči. No, v glavnem je pač se izgovarja drugače, ko se napiše, ne? In ko so Francozi konec prejšnjega stoletja zavzeli Madagaskar, oziroma, kot je rekel avtor, kolonizirali, je najbrž premila beseda za zasedbo dežele, ki je bila sama po sebi prav fajn živela. In pol so v bistvu ugotovili, da ta običaj, da se prvi pa zadnji zelo krajevnih imen ne izgovarjate, da to oni novijo opražnjavali. In pol da primerjavo, ki mi je res sedla v srce. To je tako, kot da bi nekdo zasedel Anglijo in njim velel naj Leicester, kakor se napiše Leicester, kraj Leicester, da ga naj piše L-E-S-T-E-R in da naj jim bo za nameček še všeč. Točno to. Ne vem, od kje imajo Angleži to, afiniteto do pisanja stvari, kao što ne govoriš. Ja, ne vem. Ker to Srbi so že zdavnaj imeli piši, kao što govoriš. Vuk je to, mislim, to mu je res ratalno. Ja, čeprav Brad Pitt je zajeban, ko oni pišejo B-R-E-D-P-I-T. Ja, se, piši, kao što govoriš. Ja, Brad Pitt. Vem, ampak težko je brati polune trač revije. A če je šel pit. Pa še France popit je prišel pa pit sam prosto. Pa vsi, kdo tle zdaj pije pis. Kdo tle pije? To pa pol iz konteksta Ali to se je slišal, kaj je od mojih lepih sobot v 2000-ih. Ali da je ubol zdaj. Sorry. Dihi, v redu. Z mano. Ja. No, v glavnem, Douglas je zaključil, da najbrž bi mogli pol res tako pisati, ampak všeč in pa zihar ne bilo, tako kot temle ni bilo všeč. Pol pa še dobra fora, da pač v 70-ih so se utresali te francoske vladavine in se nemudoma v vrlilnih starem načinu pisanja obdržali, pa so samo francosko kuhinjo in birokracijo. Ja. Skoraj me rabiš, ko rečeš francoska kuhinja, birokracija, pizdu. Čeprav kukor smo zvedeli, mislim, kukor ste zvedeli, pa mi tudi to je dobro, no, pa se sem že ugasnil te. A ja, če tle pa ni zapisal. Čakaj, kuhno so pa obdržali. Ja, se to pa bo moje dobro, veš. Afriško-francoska kombinacija, to bi znali biti kul. Sem kje toliko putra dobil. Z ladjami. Svoje. Ne, pa sej, le se Francozi in ga pripelajo. Le se to pol prilagodiš svojimi stvarmi, ne? Veš, pač sej.
Mislim, ne moreš največ pomoč. Ja, malo težje, ne? Mislim, lahko verjeten, če se dobro potrudiš. Težko ga že najdeš v resnici, ampak ne vem, kako ga šport pomozga. Pa še enega drugega lemurja. Imajo toliko mleka, da bi lahko puter delo z njim. To je vprašanje. Močno dvom. Če Zigar ti vdal en tok butast odgovor, da si novo mogel nad z njim pomagati. Ja, brez veze, pustimo, pojmo raj nazaj k avtorju. On nadaljuje pol s to štorijo, ko smo glih, preden smo kvarnik pritisnili, ko se je kot štopar brez prebite pare spal na polih in po telefonskih govornicah, tam je bilo všeč. Da so ga pol založniki zdaj, ki je uspešen pisatelj, začeli razvajati, in da je imel take hotelske, da so ga naučili v hotelskih sobah, ki je bilo več vrat, ki si jih mogel odpreti, preden si prišel dejansko do spalnice. To je suite pa to. Res penthouse varianta. Skoraj navigacijo rabiš, ko prideš v sobo. In kontrast, ki ga je doživel, ki je prišel na Madagaskar z Markom, Ja, evo ti betonska tla, ajde. A ti jih malo zrehlam. Tam je tudi lepa. On po enega hiltija skočil, pa ti malo zrehlam. Tam je tudi lepa. Sam je rekel, da mu je bilo v bistvu v nepopisno olajšanje. Zdaj ne vem, je to res dobra šala. Se pravi, ker ne veš, da se zabava, ali resno misel. Mislim, tako resno misel. Jaz nisem neke ironije noter zaznal. Mislim, dobro, unmo v rahlanju, ampak se je to lih tako malo svalkne zraven, ki misliš, da je to se zabava. Večkrat, ki ga prebereš, bolj se ti zdi, da veš, da pisa kapače, ne, ampak ful lepa. Ko smo prej tam ugotavljali, ko smo sedeli na pijači, da v bistvu ni se problem na boljš navaditi, problem se je nazaj na slabš navaditi. In tisti je... Sicer, a veš, če pa pol tako gledaš, a veš, zdaj, ko imamo polne riti vsega, zdaj si povzročamo neko trpljenje z nekimi tehnikami, ne vem, zdaj se tuširaš 45 stopinj, se tuširaš s toplo vodo, da ti vsi oni Afričani že jebejo mater tam dol, če bi vedeli, kaj ti počneš, ampak pol zjutraj greš pa v cold plunge, veš, mislim, se namakati za 4 minute v ledeno vodo, kaj spet hladilnik, ki ga oni nimajo, pa bi ga tudi imeli, ti je led delal pizdan 24 ur za to, da si se ti rešil lahko mrzlo vodo. Zakaj se fucking ne moreš z mrzlo vodo sam zjutraj stuširati in ne kompliciraš s toplo mrzlo, ne vem kaj. Ker lahko, ker je zdrav. Najpanj je, stari, to je zdrav. Je plunge, ker se moraš nekaj ima se zdaj pa. To je tako, kaj veš, ne pa greš, ne vem, robinzonski turizem. Se to ti govorimo. Veš, pol se podvržamo nekim, hodimo na une triatlone čez puščavo, a veš, mislim, kada triatlon ni že sam po sebi dost zafukan, ne, dajmo ga v puščavi narediti, veš, da ni... Ful bo boljš, res. Tako, kad smo že... Kje je fucking voda v puščavi, da v špavu? Tako, kad smo že ugotovili, a veš, pač ten, ki je nekdo rekel, jaz ne pa triatlon. Pa je on rekel, jaz tudi lahko triatlon, če grem sam triatlon, je brez veze. Jaz sem šel pa v puščavo triatlon. Ja, neki moraš... Lahko sem, ne. Mislim, ta ego nas res zvotu v verjetno pa oni, ki so tam gospodje pa gospe, ki tam v puščavi živijo ali pa blizne, pa gledajo te debile belčke, ki laufajo čez, pa reče, kaj je z vami narobe? Jaz sem zdaj v senci lepo, zunaj je 50 fucking stopinj, ti pa laufaš, a te užgem zdaj. A ste videli un video, vse že star, ki so eni se pripravljali za maraton na ameriškem jugu, tam v kotu pa je kup rednekov, kada so šli z Deliverance. Tam oni so se res napravili, band je. Band je na pick-up trucku, Benjo igra, en Berezov pa prbal, where you're running to? So oni that's out. Ne, mislim, da se ne pač ni čistko je. Ne vem, če se je bilo zares šala, ali so bili oni sam tam, pa če nekdo snemu, ampak vrhunska, ki vidiš pol, vidiš une tekači, da so prišli iz New Yorka, Bostona, pa z Filadelfije, veš, točno to, oni so prišli na, veš, Deep South Marathon, veš, ne. A veš, ti imaš, vse to, kar mi počnemo, je bilo, ne vem, 70 let nazaj čista potrata resursov, ne? Hvala.
Ne, to, da kar neki tekaš tam za brez veze, ne, mislim, pač ti si mogel moči šparati, veš. Valjda, ni veš, samo zorala. Gepard tudi leži tam cel dan, zaradi tega, ker on si mora moči nabrati, on ima pol, ne vem, 3krat lahko odlaufa tisto. Lej, če si kaj naredil, si naredil, če nisi. Ja, boš pa lačen. Ja. Sam čas lačen, ne, gre Darwin svojo pot, ne. Ja, smešne so te stvari, ne. Ampak, a veš, avtor je pa tudi tako rekel, ne, a veš, pač tisti spomini životarjenja z American Expressom so odpadali od njega kot umazanija pod prho in v miru se je lahko zleknil in užival v blaženem, brezbližnem, odvratnem neudobju. Veš, tle me je, ne. Tle sem začel sumiti, da bi bilo to lahko. Da bi bilo lahko šala, ne. Ampak kapol nadaljuje, kada veš, Mark tega ni opazil, veš, kako je lahko tak, ne. Sam je itak, ki je šel sem, je se že zavedal, da ne bo, mislim, da pač to gre, veš, kam greš, ne. Greš, da bo on popačal v Hilton, ki bo miskal neko žival sred teme v džungli. V džungli ne boš imel. Hiltona pač tam ne bo. Hiltona ni, ne. Ja, no, in pol je Mark rekel, ja, bo tole v redu, tale kos betona, mislim... rekli so, da bo tudi vzmetnica, to me prevodoma je malo zmotil, ker sem pričakoval, da bo žimnica, ki bo hulupnila kaj, ne, veš, ne. Ali pa se, da se bo saj prevajalca oziroma prevajalka, ne, da bi saj prebrala prejšen opus Douglas Adamsa, ampak ga ni, tako da tole damo minus piko, ne. Ampak to je malo še... Mogoče urednika, veš, prevajalci naredijo svoje, pa urednika... Ja, a bo ljudi videli, vzmetnica mora biti. Žimnica, halupna. Ne, sej tudi, če bi brez halupna. Že da bila žimnica, bi že takoj rekli, vse žimnica se zbeta skorne, vsi štoparji bi takoj vedeli, kam pes taco moli. Ampak v glavnem, Douglas hoče prepričati Marka, da je se strašno veselil tega. Očitno res, ne, da je pač hotel doživeti iskanje izumirajočih biti tako, kot se zagre. Pač, ne. Ja, sej. V resnici je bilo še malo betona, malo preveč. Ne. Ja, pa v bistvu je tako gotovo, ne, pol v naslednjem stavku, da sploh nimajo časa. Ne. Ja. Ležati. Ja, da ni cajta za ležati. Ker je pač je nočna žival, ne, in tako, da ni časa za spanje. Tako da v bistvu je sam ogledal si tisti svoj košček betona in so že šli dalje. V iskanju, kaj pa zdaj? Zdaj ste pa zvedeli, da je Aja nočna žival in mislim, da je pa čas počas, da mi rečemo pečini obešalnika, ne? Tako. Ja, najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo zvedeli, da v bistvu udobja na Madagaskarju ni pretirano veliko. Saj na tem otoku, ko so ajaji. A misliš, da je kaj sploh, kaj dost? Nekje je omenil Hilton. Sam jaz mislim, ne vem, če je kakšen Hilton, razen zdaj v zadnjem času. Madagaskar je bil še pred zelo malo časa čistko. Nekaj turističen. Vprašanje je res, kako je bilo 85. Ja, ni tam po moje, zelo šloh tam turizem. Ja, no, če je pa tako, pa moramo pa res pogledati. Ker ta beton se tudi meni zdi zmer bolj fajn. Pa za hrbet je dober, veš. Tako da, hvala za seribe.si. Zakaj pa kupu? Zakaj pa kupu durmejota, pa ti pršel mi za fršolat neki, pa dva mešalca cementa, pa imel pa lahko še za koktejle mešati cement. Pa se se hotel reči, da malih verjetno parket doma, ne, ampak tole z mešalcem. Eno plato mu pa že naredil, tako 5 centi debelo. Ja, 4,2 dajmo. Fuknemo na balkon neki. Ja, to sem zajebo, ja. Ne, zdaj si mora najprej hrbet pozdraviti, da mu šlo lahko na Madagaskar na beton ležati. Lahko je to japonsko, ko sam zviješ, pa to tudi nekaj tako. Ali pa to, ja. Tako da, vozi vpraš. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za seribe.si. Hvala. Hvala lepa. Lepo se imejte.
Pa rad se me. Rad se me. To pa ja. To pa nujno. Si ti prej poračunal ali nisi? Ne, nisem. Hotel sem zdaj, sem se spomnil, da nam pozabil, pa je Guinness 0,0 ni več. Ja, že zanj ga ni bilo. Jaz bom še enega. Ja, kva, pol dan sam, pa bomo pol napisali. Ja, bomo pol napisali. Ti si Radler, Ana? Ti si Radler, alala. Pa, kaj je to za en komad pizza? Ne. Tu je neki, sam si malo narobe pil. Ni pizza. Baby, kaj tale je slabš, ko sem se ga spomnil. To je neki pizza, neki. Kaj sem te dal? Stari, sam prišli smo, to je tako kot včas, ker sem dvakrat Kindle obrnil, veš, kaj je bil, nadal sem po glavi dolg 2 strani na Kindlu. Grenivka, ne? V pol ure obdelali. Grenivko sem si pil ti. Pa še eno bo. Pa še. Daj še eno grenivko! Boš, čakaj, no, če plača. Daj,